V današnji epizodi o letnem poročilu zagovornika. Smo proti velikemu farmacevtskemu podjetju z ogromno pravno ekipo, lahko rečemo kar največjemu v Sloveniji, po dolgih letih dobili tožbo na upravnem sodišču, da je njihov sistem božičnic diskriminatoren do nosečnic, do žensk na porodniškem dopustu in do tistih, ki jemljejo bolniško. Podcast zagovornika načela enakosti. Lepo pozdravljeni. Zagovornik načela enakosti mora po zakonu o varstvu pred diskriminacijo do 30. aprila vsako leto oddati letno poročilo, v katerem predstavi tako svoje delo kot stanje na področju varstva pred diskriminacijo pri nas. 9. julija 2026 je zagovornik Miha Lobnik redno letno poročilo predstavil poslankam in poslancem Državnozborske komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Seje komisije so se udeležili številni predstavniki ministrstev in organizacij civilne družbe. Miha Lobnik. Zagovornik skozi leto inštitucijam izreka priporočila, to pa je točka, kjer se te lahko do priporočil opredelijo, predvsem pa javnosti in poslankam in poslancev razložijo, kako in v kakšni meri ali pa zakaj ne jih bodo upoštevali. To je nujen del funkcionalnega dialoga, tako je predvideno v evropskih direktivah in v priporočilih Sveta Evrope, in veseli me, da je sedaj danes takšna zasedba pravzaprav prisotna. To kaže tudi na pomen, ki ga vsi pripisujete varstvu pred diskriminacijo. Zagovornik je v svojem nastopu spomnil, da je bila Slovenija pred 10 leti pred tožbo Evropske komisije, saj kot članica Evropske unije 10 let ni uspela implementirati direktiv, ki so tovrstno aktivnost nalagale članicam. Z ustanovitvijo zagovornika načela enakosti pa smo te zaveze izpolnili. Poudaril je, da se je od vsega začetka trudil, da bi institucija opravljala vse z zakonom predpisane naloge, saj le tako lahko služi ljudem, zaradi katerih obstaja. To je moje stalno vodilo pri mojem delu. Tukaj nismo zato, da odkljukamo kljukico Bruslu, ampak zato, da so ljudje, ki so v stiski, da najdejo tisto pravno pomoč, socialno podporo, kadar jo iščejo, da najdejo razumevanje, ali so diskriminirani in ali imajo dejansko sredstva, s katerimi lahko svoj položaj izboljšajo. Miha Lobnik je na kratko predstavil, kakšna institucija je pod njegovim vodstvom zrasla v 10 letih. Danes je v inštituciji 11 pravnikov in 14 drugih družboslovnih profilov, ki 2 socialna delavca, 4 sociologi in tako naprej, ki opravljajo delo za ljudi in za cilje tega zakona. Delo pa je vso opisano v tem poročilu. Izvajamo namreč na prvi liniji svetovanja okoli 600 na leto. Ljudem, ki pridejo v institucijo za svojo izkušnjo, večinoma jo ne znajo izraziti v pravnem besednjaku. Občutijo stisko, so šikanirani, izgubili so službo, niso napredovali, invalidi, ki ne uspejo priti iz kraja A v kraj B. Naše svetovalke in svetovalci se z njimi pogovorijo, posvetijo se jim in jim večinoma poskušajo razložiti, zakaj je njihov primer stvar varstva pred diskriminacijo ali pa ni. In potem, ko naredimo neki zbor, in to vam bo, ali pa vam je, če ste že utegnili prebrati, poročilo tudi povedalo, se iz teh 600 na letni ravni približno 100 primerov preseli v oddelek za preiskovanje diskriminacije. Tam veljajo druga pravila in naša institucija spremeni obraz. Tam gre za to, da ima tudi kršitelj svoje pravice in da je treba ugotavljati objektivno. Zagovornik načela enakosti je lani pomoč nudil 588 ljudem, ki so menili, da so diskriminirani. Med drugim je dijaku s celiakijo pomagal do ustrezne prehrane v šoli, dijaku s težavami pri učenju je pomagal, da je lahko maturo opravljal z elektronskim bralnikom, zaradi zagovornikovega posredovanja po prijavah domnevne diskriminacije pri nagradah za poslovno uspešnost so delodajalci v več primerih odpravili diskriminacijo. V 76 postopkih ugotavljanja diskriminacije, ki jih je lani zaključil, je zagovornik diskriminacijo ugotovil v 13 zadevah.
6 primerov je bilo povezanih s slabšo obravnavo pri nagrajevanju zaposlenih, ki so bili med letom odsotni z dela zaradi zdravstvenega stanja, nosečnosti ali starševstva. Ni samoumevno, da smo proti velikemu farmacevtskemu podjetju z ogromno pravno ekipo, lahko rečemo kar največjemu v Sloveniji, po dolgih letih dobili tožbo na upravnem sodišču, da je njihov sistem božičnic diskriminatoren do nosečnic, do žensk na porodniškem dopustu in do tistih, ki jemljejo bolniško. Namreč zaradi vseh teh okoliščin, ki jih kot družba ščitimo, one dobivajo manjšo božičnico. Naša ekipa je s tem uspela. V 2 primerih je zagovornik ugotovil diskriminacijo na podlagi barve kože, in sicer zaradi zavrnitve nastanitve temnopolti turistki in rasnega profiliranja v trgovini. Ugotovil je tudi diskriminacijo kandidata za službo na podlagi njegove spolne usmerjenosti in diskriminacijo ženske, ki so ji v Brivnici zavrnili oblikovanje frizure, čeprav si je želela takšno, za kakršne so v Brivnici specializirani. Ugotovil je še diskriminacijo na podlagi starosti pri razporejanju na delo, diskriminacijo pri štipendijah za zamejske študente zaradi pogoja etničnega porekla in diskriminacijo zaradi neizdaje odločbe v jeziku avtohtone narodne skupnosti. S poravnavo pa se je zaključilo zagovornikovo pravno zastopanje diskriminirane pacientke, ki je ginekologinja zaradi njene spolne usmerjenosti odrekla nadaljnjo obravnavo, povezano s postopkom oploditve z biomedicinsko pomočjo. Ginekologinja je pacientki plačala primerno odškodnino za diskriminacijo. Zagovornik pa je zadolžen tudi za sistemska vprašanja. Lani je zaključil 15 ocen diskriminatornosti predpisov in ocenil, da je diskriminatorna ureditev državnih štipendij za nekatere dijake vključene v maturitetni tečaj. Ko se namreč dijak z opravljeno poklicno šolo, ki je med šolanjem prejemal državno štipendijo, odloči za maturitetni tečaj in pristopi k splošni maturi, mu za to dodatno leto izobraževanja državna štipendija ne pripada. Zagovornik je ocenil, da to povzroča slabšo obravnavo dijakov s slabšim premoženjskim stanjem pri pridobivanju izobrazbe. Na podlagi teh in drugih izdelkov, kot je lani izdano posebno poročilo o izzivih pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok in mladostnikov, je pristojnim podal 119 priporočil za odpravo ali preprečevanje diskriminacije in zagotavljanje enakih možnosti. Mi smo tisti, ki moramo osvetliti bolečino ljudi. Ja, jih poslušati, ko so šibki, sprejeti in jim dati adekvaten odgovor in jih pravilno usmeriti in podpreti v pravnih postopkih. Potem pa moramo osvetliti izvor te bolečine. To naredimo z raznimi poročili, formalno včasih celo z ugotovitvijo, ki je možno na njo upravno sodišče in tako naprej. To je naša metoda dela. Ampak ko pa izdamo priporočilo ministrstvom in državnemu zboru, je pa to izvršna veja oblasti, ki mora to prevzeti. Brez tega krog ne deluje. Zagovornik je kot primer dobre prakse izpostavil odziv enega od ministrstev. Premaknili smo tudi nekaj velikih stvari v Sloveniji. Mi smo naredili poročilo o šolah. Tretjina šol je bila nedostopnih. Zakaj? Ker je pri nas prišel dijak, ki ni mogel na bežigrajsko gimnazijo. V tej dvorani smo predstavili ta problem. In potem, ko je šel na škofijske zavode v Šentvid, je mene zanimalo, ker to mora zagovornik vedeti. En se pojavi s krivico, koliko je tega strukturno. Kaj so mi rekli na ministrstvu za šolstvo? Ja, to imamo pa eno staro tabelo. Mi pa to ne vemo. To se pa ne da. Kaj sem jaz naredil? Kolegom sem rekel, pišemo vsem šolam, vprašajmo jih, kako so dostopne. In takrat dobra četrtina, 30% šol ima približno fizično dostopnost. Naredili smo poročilo, prvič smo dali številke na mizo, strinjali smo se, da je to alarm. In kaj je naredilo šolstvo na naše priporočilo? Rekli smo, naredite si bazo, osvežujte jo, pomagajte šolam obnavljati in danes oni sami nam poročajo, ko jim predstavimo letno poročilo, da naredijo po 5 do 10 obnov na leto. In danes vemo, da se nam na šolskem področju premika, vemo, koliko je še neobnovljenih šol. In ko me kdo vpraša, kakšna je učinkovitost institucije, ko jo vodiš, to, srednje šole so se posodobile, bolj so dostopne, ampak to je samo eno področje. Poročila so naša metoda, kako pomagamo premakniti stvari, ki se ne,
Tudi to je skladno z zakonom in z direktivami. Zagovornikovo 10. leto delovanja je zaznamovala tudi mednarodna strokovna konferenca, ki jo je organiziral skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Centrom za primerjalno pravo o enakosti in protidiskriminacijsko pravo Berkeleyjeve Pravne fakultete Univerze Kalifornije. Dogodka se je udeležilo več kot 150 vrhunskih strokovnjakov za pravno varstvo pred diskriminacijo z vsega sveta. Zagovornik je okrepil izvajanje usposabljanja o varstvu pred diskriminacijo za različne skupine po vsej državi z namenom ozaveščanja širše javnosti o pomenu varstva pred diskriminacijo je začel izdajati tudi podcast, ki ga poslušate. V razpravi na seji odbora so sodelovali predstavniki državnih inštitucij. Prvi se je k besedi priglasil Danijel Kastelic, državni svetnik in predsednik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Poročilo ocenjujemo kot kakovostno, sistematično, analitično, predvsem pa informativno. Tako kot predstavniki prisotnih državnih organov ter Sveta za invalide in Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije smo tudi mi izrekli pohvale zagovorniku o delu v zadnjih 10 letih. Večina se je bila namreč namenjena rezimeju opravljenega dela v tem času, glede na to, da zagovornik načela enakosti, gospod Miha Lobnik, poslavlja z te funkcije. Ugotavljamo, da je zagovornik v teh 10 letih delal zelo zavzeto, poglobljeno, analiziral posamezne primere in odločno zagovarjal tiste, za katere je bilo ugotovljeno, da so bili deležni diskriminacije. Pohvale smo izrekli tudi strokovni službi zagovornika, ki je sledila zadnjemu intenzivnemu tempu dela in se uspešno soočala z vsemi izzivi na tem področju. Tako naša komisija kot državni svet sta sicer že od samih začetkov delovanja organa zagovornika aktivno podpirala njegovo delo, še zlasti, ko se je v začetnih fazah soočal s pomanjkanjem ustreznih prostorov, kadrov in financ. Zavedali smo se namreč, s kakšnimi izzivi se sooča novo ustanovljeni organ, ki mora poskrbeti ne samo za ustrezne razmere za svoje delo, ampak se mora tudi hkrati uveljaviti napram drugim organom, tako doma kot tudi v tujini. Še najbolj pa smo bili veseli, da je zagovorniku v vseh teh letih uspelo pridobiti zaupanje ljudi, na kar kaže statistika obravnavanih primerov, že to, da je nekdo prisoten in ustrezno usposobljen za to, da prisluhne ljudem, ki so v stiski, ker ocenjujejo, da se jim je zgodila krivica, je izrednega pomena. Ugotavljamo tudi, da zagovornik ni pomagal zgolj posameznikom, ampak tudi večji skupini ljudi, če so se primeri, ki jih je obravnaval, nanašali na sistemsko diskriminacijo. Državni sekretar na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve, magister Tomislav Nemec, je izpostavil, da redno letno poročilo zagovornika predstavlja pomembno prelomnico in je priložnost za pogled na razvoj varstva pred diskriminacijo v Sloveniji v zadnjem desetletju. Takšna poročila niso zgolj zakonska obveznost, temveč pomemben instrument demokratičnega nadzora, saj opozarjajo na izzive pri uresničevanju človekovih pravic ter prispevajo k oblikovanju boljših javnih politik. Na ministrstvu pozdravljamo poročilo, saj predstavlja celovit pregled dela zagovornika v letu 2025. Predstavlja tudi pomemben pogled v stanje na področju diskriminacije in hkrati opozarja na področja, kjer so potrebni nadaljnji ukrepi. Poročilo kaže, da se posamezniki še vedno najpogosteje srečujejo z diskriminacijo zaradi zdravstvenega stanja, spola, starosti, invalidnosti ter nosečnosti oziroma starševstva. Med področji ostaja najbolj izpostavljeno zaposlovanje in delovno okolje. To potrjuje, da zagotavljanje enakih možnosti na trgu dela ostaja ena ključnih nalog države. Dodal je, da je neodvisen organ za enakost pomemben steber demokratične države in učinkovitega varstva človekovih pravic. Ministrstvo bo tudi v prihodnje podpiralo njegovo neodvisnost in krepilo pogoje za njegovo delo, tudi v luči novih evropskih direktiv o standardih
za organe za enakost. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar je poudaril, da sta enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije temeljni ustavni vrednoti. Zato priporočila zagovornika obravnavamo zelo resno. Hkrati pa je naša odgovornost, da dosledno izvajamo veljavno zakonodajo in morebitne spremembe pripravljamo v skladu z predvidenimi zakonodajnimi postopki. Glede obeh direktoratov, ki so bili tudi v poročilo omenjena v smislu priporočil, govorimo o trgu dela in zaposlovanja ter delovnih razmerjih in pravice iz dela. Poročilo odpira seveda pomembno vprašanje zaposljivosti, štipendijske politike, vključevanje ranljivih skupin in dostopa do trga dela. Naš cilj ostaja trg dela, ki temelji na enakih možnostih, spoštovanje človekovega dostojanstva in preprečevanje diskriminacije. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar je dejala, da je največ komunikacije njenega ministrstva z zagovornikom potekalo na temo romske skupnosti. Priporočila zagovornika je strnila v več sklopov. Dovolite mi, da povem tiste, ki se zdijo najbolj izstopajoči. Krepitev zgodnega vključevanja otrok v predšolsko vzgojo, zgodnega učenja slovenskega jezika ter odpravljanje finančnih in logističnih ovir za vključevanje otrok. V nadaljevanju je predstavila trend večanja števila vključenih romskih otrok v krajše programe vrtca. Povedala je še, da razmišljajo o nadgradnji sistema romskih pomočnikov, okrepljenem delu s starši, zlasti materami, nadaljnjem razvoju mentorstva, poučevanju romske kulture in učinkovitejši rabi evropskih sredstev za podporo vsem tem ukrepom. Med drugim pripravljajo tudi informacijski sistem za spremljanje učnega uspeha vseh učencev. Ključni cilj je, da romski otroci čim prej vstopijo v kakovostno predšolsko vzgojo, redno obiskujejo šolo ter uspešno zaključijo izobraževanje. Vsi ukrepi ministrstva so usmerjeni v doseganje tega cilja in ne le zgolj podpora, ne oblikovanja zgolj sistemskih rešitev, temveč njihova dejanska izvedba v šolah. Naj povem to, da poročilo samo spodbuja ministrstvo, da išče nove pristope in rešitve. Nismo zadovoljni z obstoječim stanjem in to želimo izboljšati. To bomo počeli tudi s pomočjo evropskih sredstev in nameravamo to zelo intenzivno delati. Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Denis Zobarič je spomnil, da so delovna področja njegovega ministrstva neposredno povezana s pravicami ljudi. Zato smo pri izvajanju pristojnosti še posebej pozorni na dosledno uresničevanje 14. člena Ustave, to je, da so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na osebne okoliščine. V našem ministrstvu zato redno usklajujemo dejavnosti, ki podpirajo uresničevanje načela enake obravnave in preprečevanje diskriminacije. Med njimi so najbolj pogoste razne koordinacije projektov in aktivnosti z področja enakih možnosti in preprečevanja diskriminacije, priprava strokovnih gradiv, poročil, analiz in predlogov ukrepov, sodelovanje z drugimi državnimi organi, nevladnimi organizacijami in mednarodnimi inštitucijami, organizacija sestankov, delavnic, posvetov in izobraževanj, spremljanje izvajanja zakonodaje in politik z področja enake obravnave, koordinacija komunikacije med notranjimi organizacijskimi enotami in zunanjimi institucijami ter ozaveščanje in promocija enake obravnave. Med konkretnimi aktivnostmi je omenil zavzemanje za krepitev enakosti spolov, ozaveščanje zaposlenih in usposabljanja o varstvu pred diskriminacijo pri upravni akademiji, pri katerem sodeluje tudi zagovornik načela enakosti. Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Peter Lovšin pa je v svojem nastopu izpostavil dva velika projekta. Prvi je prostorska podatkovna podpora upravljanju javnega potniškega prometa, invalidi v javnem potniškem prometu, v okviru katerega so med drugim pilotno testirali prevoze na klic, ki bi dopolnjevali obstoječi javni potniški promet.
drugi projekt pa je omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki je letos obeležil 10. leto delovanja. Projekt, ki ga je financiralo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter izvajal Geodetski inštitut Slovenije, se osredotoča na izboljšanje dostopnosti za vse, vključujoč gibalno in senzorno ovirane osebe ter od letos tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju. Eden glavnih rezultatov projekta bo vzpostavljanje pregledovalnika oziroma državni zemljevid multimodalne mobilnosti. S pomočjo geografskega informacijskega sistema se bo vzpostavil zemljevid točk v prostoru, ki bo vključeval javne stavbe, postajališča, toaletne prostore, parkirišča in tudi njihove opremljenosti s pločniki in ovirami. Projekt bo omogočil celovito, redno vzdrževano in brezplačno porabo podatkov za mobilnost ranljivih oseb na državni ravni. V zvezi s priporočili zagovornika glede stanovanjske problematike je dejal, da jih bodo upoštevali pri nadaljnjih spremembah stanovanjskega zakona. Seveda se bo pa ministrstvo vsekakor lotilo tudi priporočil glede odprave arhitektonskih ovir, ki so potrebni za večinsko soglasje, se pravi več kot 50% etažnih lastnikov. Javne stavbe se tega problema intenzivno lotevajo. Sedaj bo pa na potezi tudi večstanovanjske stavbe, kjer je več etažnih lastnikov. Državna sekretarka Ministrstva za zdravje Vesna Marinko je poudarila, da zagovornikovo letno poročilo za leto 2025 prikazuje številne pomembne aktivnosti zagovornika načela enakosti. Med njimi svetovanje, informiranje in podporo posameznikom v primerih varstva pred diskriminacijo, zastopanje, spremljanje diskriminiranih oseb v sodnih postopkih, ugotavljanje diskriminatornih ravnanj ter pripravo priporočil državnim organom in drugim deležnikom glede preprečevanja in odpravljanja diskriminacije. Navedeno potrjuje pomembno vlogo zagovornika, ki se ne ukvarja zgolj s posameznimi primeri, temveč pomembno prispeva tudi k prepoznavanju in odpravljanju sistemskih ovir. Aktivnosti zagovornika se neposredno ali posredno dotikajo tudi področja zdravstva, zato Ministrstvo za zdravje pozdravlja delo institucije, ki svojo neodvisno vlogo pomembno prispeva k uresničevanju temeljnih človekovih pravic, krepitvi načela enakosti ter bolj pravični, vključujoči in dostopni obravnavi za vse. Ob tej priložnosti se želim posebej zahvaliti gospodu Mihu Lobniku za njegovo 10-letno vodenje institucije zagovornika načela enakosti. Kot prvi zagovornik je pomembno prispeval k vzpostavitvi, razvoju in prepoznavnosti institucije ter k temu, da so vprašanja enake obravnave, dostojanstva, nediskriminacije in sistemskih ovir postala pomemben del javnega in institucionalnega dialoga. Ob zaključevanju njegovega vodenja institucije se mu v imenu Ministrstva za zdravje zahvaljujem za strokovno in vztrajno delo ter za dosedanje sodelovanje z ministrstvom. Ministrstvo za zdravje se po njenih besedah zaveda, da je pravica do zdravstvenega varstva pomemben del človekovih pravic in ustavna vrednota. Nihče ne bi smel ostati brez zdravstvene oskrbe ali biti pri dostopu do nje obravnavan slabše zaradi katerekoli osebne okoliščine. Na Ministrstvu za zdravje se zavedamo pomena dostopnosti zdravstvenega sistema. Pri tem ne gre le za fizično dostopnost zdravstvenih objektov, temveč tudi za dostopnost do informacij, digitalnih storitev, postopkov in obravnave, ki mora biti razumljiva, spoštljiva in prilagojena potrebam posameznika. Državni sekretar z Ministrstva za pravosodje Peter Pavlin je uvodoma dejal, da je njegovo ministrstvo sodelovalo pri nastajanju samostojne institucije zagovornika načela enakosti. Pot zagotovo ni bila lahka, ampak po 10 letih lahko ocenimo, da se je zgodila dejanska dodana vrednost, ker se je pač kultura dialoga na tem področju ali pa poznavanje področja dokaj močno razvila. Letna poročila cenimo, na njih reagiramo, seveda je pa dialog tudi takšen, da včasih smo nezadovoljni s kakšnimi kritike zagovornika. Zagovornik ima pravico biti popolno, tudi da je nezadovoljen s kakšnimi našimi odgovori in dialog pač poteka. Bi pa izpostavil pač morda 2 do 3 situacije, kjer štejemo
da so nam kritike zagovornika kar nekaj pomagale ali pa tudi sodelovanje. Področje številka 1, zapori, zlasti ženski zapori ali pa ženske zapornice, smo se zavedali dodatne občutljivosti ali pa ranljivosti na tem področju in smo naredili določene izboljšave, seveda pa situacija nikakor še ni optimalna. Področje številka 2 so recimo dostopi oseb z posebnimi gibalnimi potrebami ali omejenimi gibalnimi zmožnostmi na pravosodne organe. Vloženi so bili določeni napori, ampak tudi še ni dovolj dobro, je pa saj to trajni projekt Ministrstva za pravosodje. Področje, kjer smo nekoliko šibki, je področje usposabljanj glede varstva pred diskriminacijo ali pa vidik enakosti ali pa antidiskriminacije na splošno. Je vključeno usposabljanje, ki jih imamo na Centru za izobraževanje za pravosodje, ampak nekoliko premalo ciljano ali pa premalo koncentrirano. V zaključku se je navezal še na področje zbiranja podatkov, ki se nanašajo na osebne okoliščine in povedal, da jim je v obdobju od leta 2021 do 2022 uspelo spremeniti zakon o varstvu osebnih podatkov, ki je ustvaril potrebno zakonsko podlago za to. V glavnem, kot sem uvodno povedal, smo zadovoljni z dialogom in krepitvijo področja varstva pred diskriminacijo, ki ga je pač dialog z zagovornikom načela enakosti pripeljal. Varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek je pozdravila delo zagovornika načela enakosti in njegovo redno letno poročilo za leto 2025. Iz letnega poročila je razvidno, da je v letu 2025 zagovornik opravil obsežno delo, obravnaval številne konkretne primere ugotavljanja diskriminacije in poročilo tudi kaže, da vprašanje enake obravnave ostaja pomemben del vsakodnevnega življenja ljudi in da potrebe po učinkovitem varstvu pred diskriminacijo v Sloveniji ne upadajo. Posebej je poudarila, da načelo enakosti ni zgolj prepoved razlikovanja. Gre za eno temeljnih ustavnih vrednot, ki zahteva, da država aktivno ustvarja pogoje za dejanske enake možnosti vseh posameznic in posameznikov ter skupin. Zato je pomembno, da se vprašanje diskriminacije obravnava ne le reaktivno skozi posamezne postopke, temveč tudi preventivno z izboljšanjem zakonodaje, javnih politik in delovanja institucij in na vse to zagovornik redno opozarja. Spomnila je tudi na nujnost prenosa novih evropskih direktiv o standardih za nacionalne organe za enakost, kjer je Slovenija že v zamudi. Po naši oceni, zdaj v zadnjih 10 letih, kar izhaja tudi iz letnega poročila zagovornika, zagovornik se je vzpostavil kot dobro delujoča institucija, kjer seveda sodeluje z institucijo varuha, kjer iščemo sinergije, se izogibamo nepotrebnemu podvajanju pristojnosti in zato je moja ocena, da je resnično potreben razmislek, da ta sistem kot je deluje in da kot varuhinja človekovih pravic tudi pozdravljam dosežke delo zagovornika načela enakosti in si želim, da bomo tudi v bodoče s to institucijo tako dobro sodelovali. Predstavnik urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti Gregor Perič se je osredotočil predvsem na tiste vidike rednega letnega poročila, ki so povezani z romsko tematiko. Povedal je, da pripravljajo nadgradnjo zakona o romski skupnosti, si prizadevajo za vzpostavitev koordinatorjev za izboljšanje položaja pripadnikov romske skupnosti na lokalno raven, podpirajo tudi takšne spremembe pri delu sveta romske skupnosti, ki bi upoštevale geografski vidik ter dodatno okrepitev obravnave položaja žensk in mladih. Urad za narodnosti priporočila zagovornika razume predvsem kot neko spodbudo, kot nek dodatni zunanji vpogled v njegovo delo in kot en pripomoček k temu, da lažje oziroma bolj ciljano izvajamo svoje ukrepe, tako da vsaka taka pomoč od zunaj vedno prav pride. Generalni sekretar Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije Gašper Oblak se je zagovorniku zahvalil za izjemno obsežno in zelo dobro pripravljeno poročilo za lansko leto. Na Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije moramo poudariti izjemno dobro vzajemno sodelovanje iz obeh strani.
zagovornikom in vidimo zagovornika kot resen pomemben člen, se pravi pri ugotavljanju diskriminacij in zagovarjanju pravic. V našem primeru najbolj pravic invalidov, seveda pa tudi vseh ostalih skupin. Na nacionalnem svetu poudarjamo, da invalidi še vedno pogosto naletijo na različne ovire, tako pri dostopnosti, vključevanju v družbo, zaposlovanju, izobraževanju in uveljavljanju pravic. Pomembno je, da ta priporočila ne končajo samo pri ugotovitvah, kot je zagovornik uvodoma povedal, vendar pa se potem dejansko realizirajo tudi neke konkretne spremembe, ki jih zagovornik priporoči. Kratek bom, tako da povzemam samo še besede našega predsednika. Zagovorniku čestitamo za do sedaj opravljeno delo, mu želimo vse dobro v nadaljnji poslovni poti in pa želimo si, da bojo ta poročila vsako leto tanjša. Predsednica Sveta za invalide Republike Slovenije, magistrica Mateja Toman, je spomnila, da se ljudje z invalidnostmi še vedno soočajo z neenakimi možnostmi na praktično vseh področjih zasebnega in družbenega življenja. In invalidnost, ki je osebna okoliščina, ki močno in trajno poseže v življenje posameznika, je tudi ena od tistih osebnih okoliščin, ki je najpogosteje povezana z diskriminacijo. Če opazujemo letna poročila zagovornika načela enakosti in njegovo dosedanje 10-letno delo, pa z veseljem ugotavljamo, da to področje pri zagovorniku načela enakosti nikakor ni bilo spregledano. Pri tem ne mislim neskrbne obravnave individualnih pobud in primerov, ampak res obsežnega dela na področju priprave poročil, posebnih poročil, ki so obravnavala vprašanja neenakih možnosti invalidov na različnih področjih in to sicer na kar velikih, pomembnih področjih v življenju posameznika, torej lahko smo se seznanili s poročili o dostopnosti srednjih šol, pa ne nazadnje o dostopnosti do različnih dobrin in storitev, do javnega transporta, tudi ne nazadnje na področju športa je bila izdana pomembna pobuda. Pri teh poročilih lahko ugotovimo, da ne gre le za splošne ugotovitve, ampak za res analitično, strokovno delo, ki je pokazalo realno sliko na tem področju in podalo tudi konkretne pobude. Ob tem je bila upoštevana tudi heterogenost populacije invalidov, da invalidi smo zelo različni in imamo različne specifične okoliščine, zato so bila ta poročila tudi specialno usmerjena bodisi na gibalno ovirane osebe, bodisi na osebe z različnimi senzornimi oviranostmi. Izrazila je željo, da bi odločevalci ta obsežna poročila vzeli resno, saj opozarjajo na pomembne mednarodne obveznosti, ki zavezujejo Slovenijo, nenazadnje pa njihova izpolnitev pomeni tudi uresničitev civilizacijske obveznosti vsake sodobne družbe. Zato na tem mestu izpostavljam pomen dela zagovornika načela enakosti. Lahko smo tudi danes na kratko slišali, kakšen je bil 10-letni razvoj od tistih milo rečeno skromnih začetkov do danes strokovno močne, neodvisne, učinkovite institucije, ki je tudi v javnosti dobro prepoznana. To je tudi stališča invalidov pomembno, ker nam da še tisti dodaten glas našim dosedanjim dolgoletnim, večdesetletnim, da ne rečem stoletnim prizadevanjem za izboljšanje položaja invalidov v družbi. Zato si res želimo, da zagovornik načela enakosti ostane tudi v bodoče takšna institucija, neodvisna, strokovno močna in učinkovita z vsemi okviri, ki jih za to delo potrebuje. Predstavnica Skupnosti centrov za socialno delo Tatjana Milavec je pozdravila zagovornikovo poročilo in ocenila, da predstavlja strokovno pomemben in vsebinsko poglobljen pregled stanja na področju varstva pred diskriminacijo v Republiki Sloveniji. Poročilo ne prinaša zgolj pregleda posameznih primerov in statističnih podatkov, temveč pomembno prispeva k razumevanju širših družbenih okoliščin, ki vplivajo na enake možnosti in položaj posameznikov ter skupin v družbi. Ob tej priložnosti želimo izraziti tudi priznanje zagovornikov načela enakosti
ter njegovim sodelavkam in sodelavcem za strokovno, neodvisno in predano delo. V času, ko se družba sooča s številnimi socialnimi, demografskimi in ekonomskimi spremembami, je vloga institucij, ki spremljajo stanje človekovih pravic, opozarjajo na sistemske ovire in krepijo kulture enake obravnave, izjemnega pomena. Pozdravljamo izvajanje nalog zagovornika na področju svetovanja posameznikom, priprave poročil, raziskovanja in ozaveščanja javnosti ter njegove aktivnosti na sistemski ravni. Ugotovitve zagovornikovega poročila po njenih besedah potrjujejo izkušnje centrov za socialno delo, ki so vsakodnevno v neposrednem stiku z ljudmi, ki se soočajo s socialnimi in življenjskimi stiskami. Njihove izkušnje potrjujejo, da se diskriminacija praviloma ne pojavlja izolirano. Najpogosteje se prepleta z revščino, zdravstvenimi omejitvami, invalidnostjo, starostjo, neustreznimi stanovanjskimi razmerami, omejenim dostopom do storitev, nizko stopnjo socialne vključenosti ali drugimi okoliščinami, ki zmanjšujejo možnost posameznika, da se popolnoma vključi v družbo. Prav zato je vprašanje enakosti treba obravnavati širše od formalnega priznavanja pravic. Pozdravljamo tudi prizadevanja zagovornika za boljše spremljanje pojavov diskriminacije, zbiranja podatkov in pripravo analiz, ki omogočajo boljše razumevanje položaja ranljivih skupin. Kakovostni podatki so pomembna podlaga za učinkovito načrtovanje politik. Predsednica Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije, dr. Nataša Sorko, se je zahvalila zagovorniku načela enakosti in dodala, da vedno skrbno preberejo zagovornikova poročila, ne samo letošnje letno poročilo, tudi posebno poročilo, ki ga je že predtem pripravil na področju oseb z invalidnostjo. Poudarila je tudi njegov prispevek k izpostavljanju področja duševnega zdravja. Mi se pa tudi zavedamo, da nihče ne more samo uspeti in smo vedno v Nacionalnem forumu humanitarnih organizacij na razpolago tudi za širše sodelovanje in tudi izmenjavo nekih izkušenj, praks oziroma naših ugotovitev, tako da bi na tej točki mogoče rekla, da se bi vam osebno zahvalila v imenu našega nacionalnega foruma za izjemno uspešno opravljeno delo in tudi neke usmeritve seveda tudi za nas. Hkrati pa si želimo tudi vnaprej sodelovanja, tako da bi se na tem mestu zahvalila in vam želim uspešno delo tudi naprej. Redno letno poročilo za leto 2025 je objavljeno na spletni strani zagovornika www.zagovornik.si. To je bila 26. epizoda podcasta Zagovornika načela enakosti. Vabljene in vabljeni, da nas spremljate tudi v prihodnje. Najdete nas na vseh platformah za podcaste. Spremljajte nas tudi na družabnih omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn in TikTok. Lahko nam tudi pišete na podcast@zagovornik-rs.si. podcast@zagovornik-rs.si. Kmalu se spet slišimo.